Preden čisto zaupam še nekaj sklepnih misli, bi v bistvu rada predstavila tudi tiste, ki niso na prvi pogled mogoče očitni soustvarjalci te Krpanke, ker niso pesniki. Matic že ve, koga imam v mislih. Rada bi povedala malo več o zgodbi te naslovnice, ki je pristala na prvi strani Krpanke. Namreč gre za ročno ilustracijo z tankim flomastrom Boštjana Kmetca, ki je sicer prevajalec in je to njegov v bistvu ilustratorski debi, da se mi je pustil sploh prepričati, da lahko uporabimo njegovo ilustracijo v tem projektu. Se mi je pa zdela, da je dovolj odprta, da vsakomur sporoča neko svojo zgodbo o prihodnosti. Mene je nagovorila na ta način, tako kot ti listki, ki padajo v potok, zmeraj pridejo v neko drugo prihodnost. Z vsakim centimetrom, ko napredujejo dol po strugi, tako se tudi naše prihodnosti, ki jih zasledujemo, v bistvu vsak dan spreminjajo. In v veliki meri so odvisne od tega, kdo smo mi zdaj in kako prihodnost v bistvu oblikujemo. So pa možne tudi druge interpretacije. Veronika Šoster je recimo v svojem besedilu zelo lepo napisala, da ti drevesni listi nakazujejo na mnoštvo pesmi, ki jih je prinesla z vseh vetrov, zdaj pa so se na ramenih urednice združile v gosto šelestečo krošnjo. Tako da na nek način ste tudi vi vsi ti listi, ki tvorijo naš skupen projekt. Mogoče čisto za misel, za navdih, kaj pa še vi vidite o tako preprostem simbolu življenja, kot je list.